Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Sport klubu. Prva liga Telemach prinaša tekme tudi med samim tednom, tako da nas danes tole v Kopru na koprski Bonifiki čaka pravzaprav kar eden izmed dveh derbijev v tem kolu. 30. kolo prve lige Telemach. Pričakovali smo ali pa si želeli, bolje rečeno, v teh dneh nekoliko boljšega vremenskega razpoloženja, prišli pa v Koper pravzaprav na zelo deževnato podlago. Na to se bodo fantje morali prilagoditi na tak ali drugačen način, takšna je narava, tako pač je in ne bo nič drugače, kajti tudi obeti niso takšni, da bi se vsak čas ravno posijalo sonce. Longonda samo do Pejčiča, Pejčič, krasna podaja, priložnost za Maribor, obranil je tule prvič, pa ja, ne tudi drugič, kajti v drugem primeru je Matondo, zdaj višek Mariborčanov, Matondo lahko tudi sam zaključi, Matondo, še enkrat se trese vratnica, še vedno je nevarno, tole je zdaj odbil Damjanovič in koliko sreče zdaj kar v dveh primerih v razmaku zgolj kakšnih 2 minut za Koprčane. Za zdaj Mariborčani nekako uspevajo najti luknje, vsaj za te strele proti vratom in tule je bil nov poizkus strela v okvir. Traja ta koprska akcija, zdaj Longonda s predložkom. Ođo in tole je 11 metrovka za Koper. Hitro se je videlo, da Ođo ni bil dovolj zbran v tej reakciji, da je bil Iličić nekako hitrejši in spretnejši v reakciji. Denis Halilović, ki je praktično stal oči v oči. Tudi Viole tam zadaj zdaj skušajo dati dodatno energijo gostujočemu kapetanu v vratih Maribora. Josip Iličić in Koper vodi z 1-0. Ni bilo pretiranega veselja v znak nekako spoštovanja proti svoji bivši ekipi. Josipa Iličića na hitro je stisnil levo pest, kaj dodatnega pa tule v smislu veselja ni bilo. Vseeno pa seveda veselje v koperskem taboru zelo natančno. Šel je sicer jug v pravo smer, ampak dovolj zbran je bil. Tokrat Josip Iličić, pravzaprav je stisnil desno in ne levo pest. Benjamin Teteh, s tem, da pravzaprav niti ne vemo, v kakšnem stanju sta, koliko časa sta sposobna zdržati na zelenici, glede na to, da gre za dva rekonvalescenta. Tole je nova priložnost, ki se Mariborčanom ponuja po odvzeti žogi. Cipot poizkuša izenačenje. Tio Cipot v 34. minuti. In glede na prikazano Mariborčanov in na številne poizkuse, tule je ta mariborska klop, ki sem jo omenjal, je treba reči, da so vijoličasti zdaj zasluženo prišli do izenačenja. Takole pa je Repas vknjižil novo asistenco, če bo pri zadetku ostalo, kajti vse skupaj bo potrebno detaljne pregledati še v VAR sobi. Tesno je bilo tam ob Mijailoviću, kar se tiče pozicije Tija Cipota. Takole je preigraval in potem ustrelil oddaljenejši vratarjev kot nemočen je bil Metod Jurhar. Zadeva sicer še ni potrjena, tesno je bilo in zdaj se seveda dogaja marsikaj v VAR sobi. Čakamo pa torej na potrditev tega zadetka Tija Cipota. Če bo ostalo pri tem, bo to za Cipota drugi zadetek v mariborski majici. V tem primorskem koncu je učinkovit. Zadev je v Ajdovščini proti Primorju. Ja, bilo je zelo tesno in verjamem, da imajo precej dela v VAR sobi tudi tisti, ki skrbijo za tehnično plat ocenjevanja
teh prepovedanih položajev, tudi Fejđa Dudić seveda v pričakovanju. Šel bo na ogled posnetka Denis Halilović. No pa poglejmo, kaj se je dogajalo v kazenskem prostoru. Dobro bi bilo, da tudi mi dobimo tole sliko tega, kar zdaj gleda. Ja, tule se preverja, ali ni šlo nemara že v začetku te akcije za prekršek nad Rimcem. Tule je posredo Reki ga malce vlekel za majico in očitno bo Denis Halilović tule dosodil prosti strel za Koper. Vsekakor ob tem dodati, da se na zadnjih 10 medsebojnih obračunih v državnem prvenstvu med tema dvema ekipama ni zgodilo, da bi zmagal gost. Na zadnje je to uspelo Kopru v Mariboru, tule pa še en oster prekršek na sredini igrišča. Mbondo pa že ima rumeni karton in Mariborčani so zdaj ostali le z 10-terico. Še ta nevšečnost zdaj za vijoličaste. Ođa Iličić, zavrtinčena podaja proti oddaljenejši vratnici. Kakšna priložnost za Matondoja, ki pa je bil vendarle v prepovedanem položaju. Jug preigrava ob Rimcu. Rimac je zdaj tule prišel do žoge. Rimac je sam pred vrati. Koper vodi z 2-0. Leo Rimac je zadev v 61. minuti. Tule Zoran Zeljković v pogovoru s svojimi pomočniki, predvsem s Džengisom Čavuševićem. Kopersko občinstvo se veseli. Leo Rimac je ukradel žogo in potem z odmerjenim strelom premagal Ažbeta Juga. Veselje seveda tudi športnega direktorja Koprčanov. Benjamin Teteh bo v teh trenutkih vstopil v igro pri Mariborčanih. To na vprašanje, kaj lahko v teh zadnjih 30 minutah vijoličasti zdaj še storijo. Pejčič odhaja z igrišča. Tule so seveda razočarani obrazi mariborskega vodstva. Iz igre torej David Pejčič, na mesto njega pa Benjamin Teteh. Medtem pa se Koprčani seveda še vedno veselijo zadetka Lea Rimca. Tule poglejmo še enkrat, takole podaja Krajncu za hrbet s peto Ndiayeja, potem pa prisebno pazil Sudanija na desni strani napada, ampak odlično je vse skupaj spremljal. Pa Baj je zdaj še zaposlil Iraborja. Irabor v novi priložnosti, krasno preigravanje in ostaja 2-0 za Koper. Nismo videli še nič posebnega strani Benjamina Teteja, sicer še vedno skupaj s Frankom Kovačevićem. Prvi strelec našega prvenstva, tole je velika priložnost za Roedla. Še enkrat se trese okvir, potem pa zadetek. 3-0 vodi Koper. Strelec je, če sem videl prav, Ndiaye. Basiru Ndiaye, še njegov 5. zadetek v tem pomladanskem delu sezone. Povsem je izmučen, ampak s temi svojimi zadnjimi atomi moči je po strelu Roedla odbito žogo poslal v mariborsko mrežo. Koper vodi s 3-0. Malce bomo še počakali na potrditev. Stranski sodnik zastavice ni vzdignil signal, da naj bi bilo vse v redu. Tule poglejmo še enkrat tole kopersko akcijo. Tule ofsajda ni bilo. Roedl je pobegnil svojemu čuvaju, zadev prečko, odbito žogo pa je pred Krajncem v mariborsko mrežo poslal Basiru Ndiaye. Če je bil pred nekaj sekundami še kakršenkoli dvom, potem ga zdaj resnično ni več. Po vprašanju tega, kdo bo danes osvojil vse 3 točke. Regva. Zdaj lahko Mariborčani zabijajo le še častni zadetek. No in uspelo jim je po napaki Metoda Jurharja. Redke so napake, ki si jih privošči Metod Jurhar. Velikokrat je že reševal Koprčane. No, tokrat pa
v trenutkih, ko v rezultatskem smislu to Primorce ne bo kaj dosti bolelo, glede na to, da je Maribor zgolj znižal na 3-1, je takole Jurharju žoga ušla v mrežo. Ja, tole bo na koncu praktično klasični avtogol, kajti Regba je tule poslal predložek pred vrata, žoga ni šla proti okvirju gola. Metodu Jurharju pa je takole ušla v mrežo. Zanj je to prvi rumeni karton, ampak videl je tudi že rdeče na prvem medsebojnem obračunu s Primorjem v Ajdovščini. Tole je nova priložnost za Koper. Ja. Tole je prekršek v napadu, tale zadetek ne bo veljal, pa sem želel dejati, da bo Koprčanom vendarle uspelo zabiti še en gol. Gospod Dudič, lahko bi jaz začel naštevati, kje vse je šlo danes narobe za Maribor, pa mislim, da bolje, da to storite, kar je vi v prvem polčasu. Veliko priložnosti, rezultat bi lahko bil povsem drugačen, na koncu pa poraz. Pa dosta nekih stvari koje je danas odlučilo utakmicu. Kod 0-0 imamo i stativu, imamo šansu Tija, penal, iz ničega gdje napravimo tako neku glupost. Poslije toga ponovo smo bolji na terenu, dominiramo zadnjih 15 minuta i okej, odemo na odmor, dogovorimo se da sad trebamo stisnuti. Vraću se naravno na poništeni gol koji, ako se ovo poništava gol, ja onda ne znam stvarno da ne poznajemo onda fudbalska pravila i mislim da je to taj detalj i crveni karton naravno koji je bio su odlučili današnju utakmicu. Žao mi je što jednostavno i u igri 11-10 mislim da smo igrali danas i htjeli da zabijemo gol i bili dominantni, igrali u posjedu, nismo nabijali, primili smo 2 gola iz auta i iz duge lopte sa 25-30 metara protivničke polovine gdje ponovo napravimo neku glupost. Ni u jednom trenutku, iako su imali igrača, više nije nas Kopar spustio, nije nam kružio oko 16 metara, nije nam napravio neku dominaciju. Mislim da smo igrali ravnopravno, stvorili i u tom periodu gdje ima Tio Cipot prije gola, kod 1-0 ima otvoren šut, gdje nama to Nijeto zabije Urašlje. Mi nažalost opucamo preko gola, ovo je duplo bolja pozicija, poslije toga Vizinger, Sudani glavom i tako. To su neke situacije, ali kažem, dvije situacije koje su odlučile utakmicu, to je poništeni gol gdje jednostavno utakmica ide skroz u drugom smjeru. Mi kad zabijamo na 1-1, mi onda smo puni samopouzdanja, a ovako ostalo 1-0, kažem, ako se ovo poništava gol, ok. I naravno drugi crveni karton, kažem, bio je ispravno dosuđen, neopreznost, moraš znati ako imaš žuti karton da ne smiješ na sredini terena ići onako jako malo, opet moraš biti oprezan. Šta da kažem, čestitam Kopru na pobjedi na kraju, momcima čestitam na trudu, zalaganju, pogotovo u igri 11-10 gdje smo dali, mislim, zadnji atom snage svoj. Igrali smo i po teškom terenu, dali smo sve od sebe, nažalost sve što se treba loše, desi se loše, ali to je nekako cijela sezona kako sam ja tu, sve mi kad pobjedimo moramo biti duplo bolji od protivnika, kad gubimo tako sitnice odluče neki detalji koji odu na stranu protivnika. Kako lahko trener odreagira v teh trenutkih, ko tisto, kar ste pripravili na igrišču, dobro deluje, ker v prvem polčasu moramo biti pošteni, Maribor je deloval dobro, ampak pravzaprav res vsaka situacija vas pa drago stane. Kako nekako se pomakniti naprej, kako to prebiti? Imate odgovor? Pa jednostavno moramo smanjiti greške, moramo biti bolje fokusirani. Mi imamo čistu loptu kod penala i čekamo, se ubaci i primimo gol, otklonimo, jednostavno izbijemo u aut ili šta bilo. Naravno da Ođo mora tu malo bolje reagovati. Kažem, mislim da smo stvarno dobro djelovali na terenu, da smo došli tu u Kopar, da smo kroz posjed dolazili u zadnju trećinu, stvorili sasvim dovoljan broj prilika, ali eto, tako je kako je. Sad da pričamo, naravno, vidimo svi kakve se lake greške dešavaju. Realno to nisu greške za omladinski pogon, ne za seniorski fudbal, pogotovo na ovakvom derbiju utakmici gdje svaka greška odlučuje, moraš biti fokusiran maksimalno i naravno, eto, ta nas je fokus koštao. Kažem, žao mi ove utakmice, jako mi je žao, mislim da smo bili jako dobri i nismo zaslužili da izgubimo, pogotovo na ovakav način, mada još jednom kažem čestitam Kopru na pobjedi. Za konec, vendarle, to bo zagotovo težko vprašanje, ampak vseeno, kako zdaj tako igralce kot ne nazadnje tudi vodstvo kluba prepričati, še lahko to sezono obrnemo v pravo smer? A sad lako je
prvo vruć smo posjutence, sad da pričamo o svemu tome, kažem, još sam i dalje fokusiran u utakmici i inako sve mi prolazi nekako kroz glavu. Imat ćemo vremena za analizu i za priču ti neke drugi stvari. Najlepša hvala. Čestitke za zmago, izjemno pomembna. Nekako smo že ugotovili zdaj skozi tele prve analize, trpeti ste morali za njo, ampak v pravih trenutkih ste sprejemali prave odločitve na igrišču, kar pa je tudi neka odlika ekip, ki verjamem, da jo vi zelo cenite. Ja, prilagodili smo se igrišču, malo igrali več na nek preskok, kajti res igrišče to ni dovoljevalo, ampak mislim, da smo se res pripravili ogromen priložnosti proti enemu Mariboru, ker sem že rekel pred tekmo, da imajo ogromno individualne kvalitete, tako da zelo pomembne točke za to borbo za Evropo. Ne? Kaj je spet pokazala tale tekma? Veliko govorimo o Kopru kot o ekipi, ki se želi boriti s Celjem, z Mariborom, z Olimpijo. Lestvica to kaže. Kažejo tudi takšne tekme, privilegij in pritisk na eni strani. Ja, se pravim. Zelo pomembno je, da se znaš s pritiskom nositi. Jaz vem, da je večji pritisk na Celje, na Maribor in na Olimpijo, ampak mi si sami delamo pritisk, hočemo, želimo si igrati to Evropo, normalno, da to ni lahko sploh z našim proračunom, ampak mene kar veseli, smo res danes zgledali kot ekipa in to je neka pot, ki verjamem, da nas bo pripeljala do Evrope. Koliko so takšne tekme pomembne tudi za slačilnico? Veliko govorimo o teh dokazih, ne? Da se da tudi na takšnih tekmah. Koper je danes res dosegel ta rezultat, ki ga je iskal. Tudi to igranje na rezultate včasih ali pa v prvenstvu zelo pomembno. Ja, včasih, po domače povedano, sploh ne veš, kako zmagaš, včasih enako zgubiš, ampak mislim, da si po 36 kolih nekje tam, ko moraš biti, mogoče točko, dve više, niže, ampak zgodijo se ti krivice, na koncu tudi imaš v določenem trenutku srečo, ampak danes se je čutila neka energija. Jaz sem zelo vesel, posebej še, ko smo igrali za naš Ganevijo, naš velik navijač, mislim, da je najtežji dan za njem, izgubo imamo, tako da to zmago posvečamo njima. Ste pa verjetno fantom takoj po tekmi povedali, da je zdaj fokus na Radomljah, če se ne motim, kaj ne? Res je. Na taki tekmi izgubiš ogromno energije in je zelo težko potrditi naslednjo tekmo. Vemo, koliko nam to sezono Radomlje delali problemov, ampak zaradi tega smo tudi nekaj rotirali in čaka nas zopet zelo težko srečanje. Čestitke za današnjo zmago in nesrečo. Hvala. Čestitke za zmago, izjemno pomembna. Vsi vemo, zakaj je šlo danes. 3 točke, ki so vredne več kot 3 točke, pravzaprav. Verjetno je v tem trenutku lepo biti v koži nogometaša Kopra. Seveda, občutek je fenomenalen, ampak sezona še vedno ni dokončana. Moramo iti naprej, moramo iti po zmagi in osigurati to Evropo. Ne? Trpeli ste v določenih fazah prvega polčasa, ampak nekako v teh ključnih trenutkih tekem ste bili dovolj mirni, dovolj zbrani. To je bilo na koncu tisto, kar je vse skupaj odločilo. Ja, trener je govoril, da ostanemo zbrani, da bojo šanse prišle in da jih izkoristimo. Mi smo šanse izkoristili, oni niso in tako smo zmagali tekmo. Popeljite nas čez vaš gol, res pravi golgetarski zadetek. Izkoristili ste podajo, prostor, prehiteli branilca, miren zaključek. Tako to počno napadalci na takšnih tekmah, ko so stari 30 let, ne pa ko so najstniki. Mislim, hvala, ampak videl sem, da je naredil ta korak proti meni, da bo zaostal. Joja mi se je drl 5-5, jaz sem ga prehtel, videl sem golmana, da je počakal, kaj skočil, sem me pospravil in to je to. Koliko lažje bo zdaj iti naprej, dejali ste, ni še končano delo, ampak vendarle nekaj razlike je z psihološkega vidika, bolj nekoliko lažje igrati. Seveda, čim se bolj udalš s točkami, lažje je. Zdaj bomo šli v novo tekmo proti Radomljam, bolj koncentrirano, bolj fokusirano, bolj pripravljeno in gremo na zmago. Obviously today a lot of things went the wrong way for Maribor. A really good actually first half. A lot of chances, but then costly mistakes. How did you see the match? First of all, I want to say sorry to the traveling fans who came to support us, and we lose 3-1. I think
The goal that we score, I don't see a foul. I don't know where's the foul. The foul for the second yellow. I don't know what to say. It's not good. Not good enough. How to get up from that? The fight for Europe is still alive. How to move on? It's going to be difficult for sure after a match like that. Yeah, it's going to be difficult, but we need to stay together. We need to fight more and harder. We need to play better in the games, and we need to finish our chances. And that's it. Thank you very much and good luck.